Poročilo 4. meseca. Bili so prazniki, božični večer, božič, novo leto. In v bistvu sem bil prisiljen vse te dni tudi migati. In v bistvu mi je bilo to kar všeč. Zakaj? Ker rajši migam, kakor pa da bi sam govoril, kaj vse bi lahko, pa kaj bom po novem letu. Treba manj govoriti, pa več migati, ne. Kar se fitnesa tiče, ni nekih bistvenih sprememb. Pri vajah z lastno težo oziroma pri predkorakih vaj z lastno težo rabim včasih koga, da mi malo pomaga. Plavanje tudi ostaja nespremenjeno. Tehnično gledano smo se učili salto obrat, in sicer navaden salto obrat, ko prsno priplavaš do roba, se obrneš in hrbtno odplavaš nazaj. Potem pa še salto obrat z dodatnim zasukom, ko prsno priplavaš do roba, se obrneš in zopet prsno plavaš nazaj. Zdaj, tukaj imam malo probleme, ker včasih malo roke križam, pa se tehnika malo tepe, ampak s časom bom tehniko popravil. Gimnastika, še naprej vadim dvojne salte, salte vstran, ki jih delam še dodatno postran, po nepotrebnem. Airbag salte iz mesta, iz konja, potem vadim gunganje, na drogo cilje priti čim višje, pa tudi še vedno rondati dvojne salte iz parterja v jamo. Zdaj, pred kratkim sem imel tudi poškodbo na trampolinu, taka čisto neumna poškodba, in sicer pri pristajanju dvojne salte sem mezinček na nogi dobil v mrežo, v luknjo mreže od trampolina. Ta me je kar fajn porezala, zloma na srečo nisem imel nič, sem pa dobil par šivov. Ampak kljub temu nekako nadaljujem in grem naprej, seveda malo bolj omejeno pa kontrolirano, ne, dokler vsaj šivov ven ne spravim. Borilne veščine. Tako sem omenil že pri prejšnjem poročilu, ko premikajoči fokusi postanejo ljudje in te kdaj udarijo nazaj, rata borba še bolj zanimiva. Ponovil sem tudi borbo na tleh, večina tehnik, ki sem se jih še spomnil, izvirajo iz Kempota. Zdaj, za samo borbo in borbo na tleh je super imeti močnejše in tehnično boljše od sebe, ker to te v bistvu pa še bolj sili k napredku in preciznosti, no. Recimo, če imaš kakega tehničnega, pa ki obvlada, ki se zna opirati, če samo recimo ene noge ne zakleneš prav, ga ne moreš prek sebe metati, ne. Pa tako naprej, no, taki detajli so tukaj v igri. Zdaj, o smučanju sem že prejšnji mesec dosti povedal, tako da bi mogoče zdaj omenil, da sem prvič poskusil board. Za razliko od smučanja so tukaj obe noge pač na eni ploskvi, ampak ne glede na vse je treba tukaj iti isto od začetka. Za razliko od smučanja, ko me je metalo na vse možne strani, te tukaj vrže samo na dve točke, na koleno ali pa na rit oziroma trtico. Mene je non-stop metalo na rit oziroma na trtico. In na koncu me je to že toliko bolelo, da se niti nisem upal več sploh pravilno voziti, ampak sem že tam začel neke bližnjice iskati. Za drugič, ko sem drugič boardal, smo naštudirali eno dobro varianto, in sicer na internetu sem gledal, v tujini prodajajo prav take hlačke za ščiti, ampak pridejo $60 do $80. No, pa smo pa sami improvizirali, in sicer iz pene za oblaga cevi, ki pride par evrov. Sem jo razrezal in si jo dal v bistvu pod boksarce in moram reči, da je ful pomaga. Pač prav čutil sem parkrat, ko sem padel dol na rit, ko sem s trtico pritisnil tisto peno, tako da je že bilo potem bolj. Zdaj, najprej sem se peljal tako, da sem samo zaviral oziroma drsel, obrnjen s pogledom v dolino. Potem kasneje sem probal tudi obrnjen z hrbtom v dolino, kar je sicer malenkost težje, ampak v bistvu gre za isti princip, no. Ko sem drugič boardal, sem tudi že na neprehudih strminah začel malo zavoje delati. Sicer so se tudi končali s padci, ne, zelo različnimi in smešnimi padci. Zdaj, ko sem pa to na strmini probal, se pa ponavadi ni najboljše odneslo. Tako da na strmini še vedno samo bremzam, no. Problem je tudi, če je poledenela tista strmina, ker potem niti robniki več ne zagrabijo. Zdaj, ali je težje smučati ali boardati, jaz bi rekel, da je oboje isto, oboje je treba iti od začetka po nekem konceptu in pač padci so povsod takšni in drugačni. Lotili smo se tudi enega takega zanimivega, zabavnega, adrenalinskega športa, ki mi da vsako zimo
znova in znova nov navdih, smuče vleka. Gre v bistvu za koncept, kjer avto vleče smučarja, zdaj vleče ga preko vrvi, zdaj vrv je fajn, da je elastična, da ne cuka preveč v ramah, pa fajn je tudi, da je dovolj dolga. Zdaj v bistvu vso vlečno silo ustvarja avto, smučar zadnji samo zavija, rajda bremza. Zdaj po potrebi štrik tudi spusti. Zgodila se je tudi nesreča pred leti, in sicer, ko voznik ni opazil, da me je vrglo, vrv se mi je pa zadrgnila za roko in tako me je nekaj časa vlekel za sabo po parkirišču, no ampak na srečo ni bilo nič hujšega. Res mora biti vrv elastična pa dovolj dolga, zaželeno je tudi, da je dosti snega, pa seveda primeren prostor, dosti velik prostor, ker prostora hitro zmanjka. Tako, to bi bilo za 4. mesec vse, pa se vidimo naslednji mesec. Čau! Zdaj pri borbi na tleh in pri navadni borbi ne vem, kaj bi povedal. Zdaj, tako sem že omenil pri prejšnji, z uporabo rokavic, kdaj je ne, kaj boš brez rokavic? Enkrat pa grem lahko na urgenco, pizda, Pri vajah z lastno težo rabim dostikrat precej pomoči, no, ker sam ne morem, ne zdržim, znorim in ponovim. Pa že rima se, kaj sem jaz car brez veze. To bi bilo za 4. mesec vse. Jebem ti. Lej, v rob pojsle spet z drugim malim prstom, no, pa kdo si je te vokle zmislil bajt? So lepi plakati, ne? Ja, sam naredil vse. Pa sem pozabil še kaj povedati. Tako, zdaj me pa čaka še ne 6 do 8 ur montiranja. Ker gremo na del. Ker smo se ista, veš. Ker me replay, stari.